Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to slučajno spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če tudi spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. Kje smo mi zdaj ostali včeraj? Danes je petek, 13. Spet, že v februarju smo ga imeli. Zdaj ne vem, če ste vraževerni ali ne. Mi smo včeraj imeli eno izredno grdo, cikcakasto cenovno akcijo. Samo pogledajte tukaj tale 15-minutni časovni interval. In pobirali smo likvidnosti od spodaj, likvidnosti od zgoraj. Recimo tole smo pobrali na 69.600, pa tole na 69.800, to je zdaj vse pobrano. Ta bi lahko bila še aktivna na 69.300, potem smo tukaj, zgoraj tega ni več, tole smo pobrali na 70.800 in seveda tudi tole na 71.400. In kolikor smo mi spremljali, tukaj smo imeli tole trend linijo in seveda biki so se kar matrali in na koncu so jo prebili in dobili smo rast. In zdaj po mojem kaže, da bi mi s to rastjo lahko nadaljevali. Spet smo se dotaknili te meje, na okoli 72.000, to je neckline meja tega prejšnjega dvojnega vrha. Ga imamo tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Bomo zdaj videli, ali bomo mi šli to testirati še naprej gor in dobili zavrnitev. Zdaj, trenutno, kot vemo, je petek. Po mojem ne bi smelo biti zdaj kakšnih velikih aktivnosti, lahko gremo še naprej gor, da se začnejo nabirati dolge pozicije. Kar je zanimivo, sploh pri temu indikatorju, oranžna črta je Bitcoin, vijoličasta je pa Ethereum. Bitcoin je ostajal večinoma nevtralen, medtem ko Ethereum pa vidimo, da se je kar gibal iz preprodanega območja in zdaj smo v prekupljenem, torej se kar nabirajo dolge pozicije, tako da to bo treba kar opazovati. RSI trenutno kar precej nevtralen, tudi na enournem časovnem intervalu. Spodaj tukaj je še funding rate, ki je pa začel postajati kar pozitiven. Kar sem mislil še kar se tiče zdaj Bitcoina, glede na to, da imamo rast, bi bilo treba opazovati, glede na to konsolidacijo, ki jo zdaj imamo, če bomo mi tole rast nadaljevali, in v tem primeru bi mi lahko prišli tudi do 72-73 tisoč. Podobno je tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Včeraj smo spremljali tole območje, kaj se zdaj tukaj dogaja. Mi smo imeli kar precej grd teden, šli smo v stran in zna biti, da smo mi zdaj naredili tukaj dvojno dno. Mi smo prebili tole njegovo neckline mejo na okoli 71.000 in kot sem rekel, zdaj bo treba opazovati, ali se bomo dolgo zadrževali tukaj
bomo mi rastli še naprej in potem šli testirati tole mejo na okoli 71 000, to je zdaj njegova neckline meja, ki je pa nikakor ne smemo izgubiti. Za bike bi jaz zdaj gledal. Morda rast naprej dol, test. Gor, test tele meje na 71 000, odboj, zelo pomembno, in pa rast naprej gor, možno je tudi do 74 000. Zdaj za medvede je pa, da mi tole neckline mejo izgubimo, kar bi kazalo zelo slabo, in seveda ta prva meja, ki bi bila na poti, je tam nekje 69 300, tako da zdaj imamo oba scenarija. Kam se bomo obrnili? Zdaj, glede na to konsolidacijo, trenutno se namiguje, da lahko gremo še bolj gor. Ampak vikend je pred nami in dolge pozicije se zdaj kar nabirajo, sploh kar se tiče Ethereuma. Tako da market maker bi znal počakati, da se nabere dovolj dolgih pozicij in potem butne vse dol, seveda v nasprotju s pričakovanji večine. Kaj je bilo zelo zanimivo tudi včeraj, to sem prav spremljal včeraj, kar grda akcija, kar se tiče te konsolidacije, ki smo jo imeli tukaj. Tukaj lahko vidimo, kako so se nabirale dolge pozicije. Prišli smo vse do tukaj dol in potem smo mi dobili odboj in pobrali vse kratke pozicije tukaj zgoraj. Zdaj, kot smo lahko videli, nekaj se jih ponovno nabira tukaj zgoraj, kratkih pozicij, na okoli 72 000, 300, ampak glavnino imamo mi zdaj tukaj spodaj. In imamo meje, tukaj je ta prva, na okoli 70 000, potem tukaj je ogromno dolgih pozicij, na okoli 69 700 in pa 69 100. In lahko, če bi se obrnili, bi lahko šli pobirati tudi tole na 68 800. Tako da to bi znalo biti po mojem še zanimivo, če mi zdaj dobimo kakšen preobrat. Poglejmo zdaj še Ethereum. Tukaj ima zelo zanimivo cenovno gibanje. Ethereum je včeraj naravnost eksplodiral. Gledal sem tudi tole, tukaj smo imeli tudi neckline mejo tegale dvojnega vrha in smo jo šli kar konkretno pobrati. Zdaj jo v bistvu testiramo kot podporo. Torej, Ethereum je v bistvu korak naprej pred Bitcoinom in morda kaže pot. Kaj bo zdaj treba spremljati? Spet tole mejo, če jo bomo mi slučajno obdržali zdaj. Kot vidimo tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, zdaj jo ravno kar testiramo in bo treba spremljati. Če bomo mi slučajno zdaj naredili kakšen dvojni vrh, potem bi lahko bil to tudi pokazatelj, da mi zdaj to malo preobrnemo in začnemo pobirati likvidnosti navzdol. Kot sem že rekel, Ethereum trenutno zdaj je kar pozitiven, kar se tiče pozicij. Vidimo tukaj ogromno dolgih pozicij se je začelo nabirati. Tako da to bi znalo biti zdaj še kar precej zanimivo. Ampak kot sem rekel, zdaj preko vikenda ne pričakujem ponavadi kakšnih večjih premikov. Če pa bo karkoli zanimivega, bom seveda naredil še en poseben live.
Enega specialnega smo imeli že prejšnji vikend, ko je bilo zanimivo, ko je prišlo do zanimivega cenovnega premika. Tako da bomo videli, če bo spet kaj zanimivega, bom naredil še enega, ampak to bo samo na Patreonu. In kot sem rekel, če se mi želite pridružiti, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Nekaj sem še pozabil, kar se tiče Ethereuma. Tudi Ethereum je očitno tukaj naredil dvojno dno, ampak izredno grda cenovna akcija, kot vidimo tukaj. Pri tej neckline meji smo včeraj dobesedno cikcakali, no in potem so se biki zbrali skupaj in le naredili tale preboj navzgor. In treba bo zdaj spremljati tole neckline mejo na okoli 2084, tako da to bom kar pustil označeno. Likvidnostne cone tukaj so ljudje stavili na rast, tako da tale ostaja na okoli 2011. Torej, če se mi slučajno preobrnemo, če izgubimo tole mejo na 2080, tam nekje, potem je tudi velika možnost, da mi gremo testirati tole mejo na 2000. Zdaj, zaenkrat, kar se tiče tega, pri bikih bi jaz opazoval, glede na to, da zdaj mi lihkar testiramo tole neckline mejo, da naredimo odboj in seveda rastemo naprej gor. In v nasprotnem primeru, če mi tole izgubimo, potem lahko gremo pobirati tole likvidnost spodaj. Tako da zelo, zelo pomembno je opazovati zdaj tole mejo na okoli 2085. Trenutno se kar pomikamo dol, kot vidimo tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, ampak enourni časovni interval je zdaj možnost, da mi naredimo skrito bikovsko divergenco. Nismo je še naredili. Zdaj, seveda, kot sem že omenil, spremljati bo treba tukaj. Če bomo naredili dno in odboj, in potem imamo možnost, da naredimo dno, višje dno, in pa dno na nekje isti višini. Nismo je še naredili. To je zelo pomembno in to bo treba zdaj spremljati in počakati in videti, kako se bo tole zdaj razvijalo. Tako, to bo tudi to za danes. Jaz vam tako želim še en lep dan naprej, en lep vikend, ki je pred nami. Ne se pozabite naročiti na moj YouTube kanal, če to spremljate kasneje preko YouTuba. Kakšen všeček tudi zelo pomaga. In pa komentirajte spodaj. Se razvijajo zelo zanimive debate in rad debatiram z vami. In kot sem že omenil, če bo karkoli zanimivega, bom jaz to še dodatno obveščal preko Patreona. Tako da, če se želite naročiti, tudi tam so povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu. Tako, lep vikend in se vidimo, če ne prej, v ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.